Zahteva je zelo jasna. Mi želimo, da vlada že v letošnjem letu pripravi vse zakonske podlage za to, da se izpelje davčna reforma v smislu znižanja obremenitve plač in seveda tudi spremembe dohodninske zakonodaje, ki bo dvignila prag za plačilo dohodnine v teh najnižjih razredih in tako posledično omogočila tudi višje neto izplačilo tistim zaposlenim, ki imajo najnižje plače v Sloveniji. Ampak zdaj bi rada povedala še par podatkov o tem, kam pravzaprav minimalna plača slovenska sodi glede na razmere v Evropski uniji. Vi veste, da je minimalna plača v Sloveniji rasla v letih od 2008 do 2013 je zrasla za 28,7%, kar je bila ena najvišjih rasti v Evropi, ob tem, da je takrat ravno v tem času Slovenija čutila največje znižanje gospodarske aktivnosti. Tudi nominalno, ko govorimo o nominalnem znesku, je Slovenija med tistimi 5 državami, ki so z vrednostjo minimalne plače med 500 in 800 evri čisto na vrhu. V tem, tem razponu je tudi Grčija, Malta, Portugalska in Španija. Nad tem nominalnim zneskom je v Evropi samo še 6 minimalnih plač in to v Združenem kraljestvu, Irski, Franciji, Nizozemski, Belgiji in Luksemburgu, ki imajo nominalno višjo minimalno plačo. To so vse gospodarsko bistveno močnejše države, kot je Slovenija. Letos veste, da jo uvaja tudi Nemčija, oziroma jo že uvedla, podatkov za Nemčijo ta trenutek nimamo, bomo pa temu sledili do konca letošnjega leta. Kaj želim povedati še? V bistvu je trenutno okrog 48,000 zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju pri pravnih subjektih na minimalni plači. Nažalost pa v zasebnem sektorju je ta minimalna plača najbolj prisotna ravno v tistih dejavnostih, kjer je dodana vrednost najnižja in kjer strošek dela presega 70, 80 in celo 90% dodane vrednosti. To je predelovalna industrija, kjer je 11,000 zaposlenih z minimalcem, trgovina za 8,100, raznovrstne poslovne dejavnosti, nekaj predstavnikov je tukaj, jih ima 6,400 zaposlenih, v izobraževanju 4,800, v gradbeništvu 4,500 in tako naprej. Dejstvo je, da ta situacija, ki bi povečala strošek dela pri teh najnižjih plačah, bi ogrozila kar lepo število delovnih mest, in po naši oceni v teh dejavnostih, o katerih smo zdaj govorili, tam od 5 do 10%. Vsi skupaj prisotni in tudi mislim, da politika se mora zavedati, da ni primeren čas, da se ponovno povečuje število brezposelnih, da je razmerje med delovno aktivno populacijo in preostalo populacijo že tako izredno krhko in slabo, in da ogroženost teh delovnih mest v posameznih dejavnostih lahko Sloveniji ekonomsko izredno škoduje. Ob tem bi opozorila tudi na dejstvo, da ta rast ob izločanju teh 3 dodatkov za nočno delo, za nedeljsko delo in za nočno, nedeljsko in v praznikih, bi recimo posamezniku, ki dela v tovrstnem, prineslo, bi obremenilo delodajalca za približno po eni povprečni oceni za 147 evrov bruto in od teh 147 evrov bruto bi delavec dobil samo 42% tega. Vse ostalo bi šlo tako v proračun oziroma v javne blagajne. Se pravi, izplen
zaposlenega bi bil v tem primeru ponovno že spet šibak glede na obremenitve, ki jih imamo. Zato še enkrat poudarek. Država naj naredi tisto, kar je vse skozi v zadnjih letih obljubljala in izpelje davčno reformo in zniža obremenitev stroška dela, še posebej v delovnem razmerju. Hvala. Danes govorimo okoli redefinicije minimalne plače, za katero smo že danes slišali od kolegice Čerinove, da je med najvišjimi v Evropi. Menim, da ta tema je sicer potrebna, vendar v današnjem času, vsaj za področje zasebnega varovanja, je potrebno seveda nekoliko drugače pristopiti k temu. Mi v zasebnem varovanju si postavljamo vprašanje, kako izplačati minimalno plačo. Kako izplačati minimalno plačo ob današnjih tržnih pogojih v Sloveniji. Kot veste, je zasebno varovanje delovno intenzivna panoga, predvsem na področju fizičnega varovanja je v bistvu strošek dela velik, izjemno več o tem potem moj kolega. In seveda ob današnjih cenah na trgu lahko rečemo, da velika večina podjetij več ne more zagotavljati niti minimalne plače. Država je postavila neka pravila tekmovanja na trgu, ki pa jih v prvi vrsti krši sama. Torej, na javnih razpisih ministrstev različnih državnih organov zahtevajo cene, ure varovanja takšne, da se iz teh cen ne da izplačati minimalna plača. Kdo lahko potem na tem trgu dobi delo? Predvsem tisti, ki že danes kršijo delovske pravice. Tisti, ki seveda z različno matematično telovadbo pridejo skozi, na škodi pa so predvsem delavci. Tako da država bi morala najprej sama upoštevati pravila, ki jih je postavila in seveda z službami, različnimi inšpekcijskimi službami in seveda drugimi vzpostaviti stanje, da bodo podjetja lahko normalno poslovala na tem trgu, da bodo lahko upoštevalo zakonodajo in predpise, ki jih je sprejela ta država in seveda, da bodo že danes izločili tiste, ki kršijo te pravice in ki kršijo ta pravila. Teh pa je zelo veliko. Prav tako je potrebno poudariti, da se srečujemo danes s problemom inšpekcijskih služb, ki nam zagotavljajo, da je pač zakonodaja in sam način dela takšen, da ne morejo vzpostaviti nekega normalnega reda na trgu in seveda v veliki večini dvignejo roke od tega, da bi seveda konkretno rešili določene probleme, ki onemogočajo normalno konkurenco na trgu in seveda plačila, ki so normalna in seveda s tem mislim tudi minimalno plačo. Tako da problemov je zelo veliko, predvsem pa se tisti, ki to predlagajo, ne zavedajo enega zelo velikega problema. Vkolikor pride do redefinicije minimalne plače, bo precejšno število podjetij v zasebnem varovanju moralo zapreti vrata in s tem tudi kar precej delavcev bo izgubilo delo. Ali bodo to delo dobili, je veliko vprašaj. Zadeva je danes všečna, torej nekaj bomo delili. Ali bomo lahko ustvarili ta znesek, da ga bomo lahko razdelili, je pa spet drugo vprašanje.
v naši panogi zelo težko ali pa praktično nemogoče. Verjetno ni naključje, da med danes tukaj prisotnimi govorci, da smo kar dva predstavnika zasebnega varovanja. Verjetno je problem, o katerem govorimo v tej panogi, ne bom rekel največji, seveda vsak pozna svojo panogo, ampak dejstvo je, da je zasebno varovanje v tej luči bo postavljeno pred en resen vprašaj, ali še bo sploh obstajalo ali ne. Jaz bom probal določene stvari izpostaviti, dopolniti svojega predhodnika, tudi z nekaj konkretnimi podatki. Zakaj govorimo o tem, da je zasebno varovanje tu ena velika specifika? Ni edino, ampak definitivno pa ima svoje zelo velike probleme z tem predlogom redefinicije minimalne plače. Prvo, kar je potrebno izpostaviti, v zasebnem varovanju je strošek dela v skupnih stroških predstavlja povprečju nekje 80%. Če govorimo samo o fizičnem varovanju, ki je baza ali pa temelj te dejavnosti, pa je ta zadeva praktično že blizu 100%. Od tega je seveda različno dejavnosti znotraj zasebnega varovanja, ampak v povprečju podjetja, ki se ukvarjamo z celotnim spektrom zasebnega varovanja, nekje 60 do 70% zaposlenih je na minimalni plači. To pomeni, da če to skupaj seštejemo, bo vpliv ali pa osnova, na katero bo imela redefinicija minimalne plače, torej direktni učinek, je več kot polovica celotne bilance. Se pravi, ne gre za 0,5% ali pa kakšne odstotke v bilanci, ampak se bo dejansko spremenilo več kot polovica stroškov ali pa osnova za spremembo, kar pa seveda glede na donosnost panoge, glede na dodano vrednost je nemogoče preživeti. Jaz bom konkretno ponovno povedal podatek za naše podjetje, da na osnovi zakona o minimalni plači, ki je bil sprejet leta 2010, imamo trenutno v svoji bilanci, govorim okvirne številke, v 17 milijonih evrov letno celotnega stroška dela, 1 milijon evrov dodatka do minimalne plače. Kar pomeni, da v bistvu zaradi zakona, ki je bil sprejet v letu 2010, smo delodajalci ali pa v tem primeru konkreten delodajalec prenesli dodaten strošek, torej 1 milijon evrov, ki pa seveda se je porazdelil približno tako, kot je bilo že prej predstavljeno, žal bistveno prevelik delež v državno blagajno, pa bistveno premajhen delež v roke ali pa žep delavcev. Naslednja stvar, ki bi jo tukaj izpostavil, je zadnjič sem slišal izraz tako imenovani socialni dumping, ki se pa seveda odrazi v končni fazi v cenovnem dumpingu. Gre za kombinacijo tega, da obstaja en kup subjektov na trgu, ki bolj ali manj sistematično izkoriščajo delovno silo z raznimi segmenti, da lahko kasneje dosegajo seveda tako imenovane dumpinške cene, predvsem ali pa da ne rečem izključno na javnih razpisih. Opozarjam na to, kar je govoril moj predhodnik, država sili v kršenje zakonodaje. Seveda nekje pove to direktno, smo že imeli primere, kjer so direktno napisali, koliko je lahko najvišja cena, urna postavka, ki pa seveda niti približno ni odražala zakonodaje na področju delovnopravne zakonodaje in pa minimalne plače, ki je trenutno veljavi, kaj šele tega, kar nas čaka. Zato bo mogla država resno razmisliti o tem, da če ta zakon sprejme, bo morala učinke računati tudi posredne, ne samo torej tisto, kar je direktno zaposleni v javni upravi, ki verjamem, da jih je malo, ker pač po noči in čez vikend ne delajo toliko, da pa vse tiste storitve, ki jih na trgu kupuje država, bo morala direktno za tem zakonom verjetno spremeniti ceno na javnih razpisih, ker časa za pogajanja ali pa za nove javne razpise ne bo, kar pomeni, da je treba začeti danes opozarjati,
državo, da bo morala v proračunu za naslednje leto direktno pri sebi v svojih podjetjih, kjer je lastnik in tega ne bo malo, se pravi spremeniti, povišati strošek, ki ga bo namenila, ali pa sredstva, ki jih bo namenila za nakup teh storitev. Definitivno je država, če želi to spreminjati, more urediti trg dela. To, da so stvari dopuščene, kot so danes, pa bom naštel par primerov, konkretno plačevanje nadur preko študentskih napotnic, prisiljevanje ali pa izsiljevanje delavcev na način, da morajo za minimalno plačo opraviti bistveno več kot 174 ur, torej so nadure ali pa dodatne opravljene ure skrite v minimalni plači, in pa tako imenovano, zadnjič je bil en posvet na to temo, prekarno delo, kjer je bil celotna vlada, predsednik vlade, ministri in tako naprej, kjer bi naj bil podatek, da je 40% zaposlenih v Sloveniji tako imenovanem atipične zaposlitve, kar pomeni, da se ljudje zaposlujejo preko SP-ev, se pravi, govorimo o samozaposlitvah, v zasebnem varovanju to ni mogoče, ker mora biti varnostno osebje v rednem delovnem razmerju. Dejstvo je, da se ljudje zaposlujejo za 8 ur na teden, delajo normalen delovnik in se seveda pol te dodatno opravljene ure skrivajo in izplačujejo po nekih nižjih postavkah na drugačen način, in vse to se seveda odraža na ta način, da država posledično ceneje kupuje te storitve ali pa po cenah, ki ne odražajo trenutno veljavne zakonodaje. In če ne spoštujemo obstoječih pravil, spoštovane dame in gospodje, ne moremo teh pravil spreminjati. Ni nobenega razloga in nobene osnove. Popolnoma se strinjam z predlogom gospodarske zbornice, kar sem deloma tudi že povedal. Ukrep, ki je bil sprejet leta 2010, je pristal izključno in samo na bremenih delodajalcev. Jaz sem za naš primer povedal številke in tukaj naj bo apel, da če želi država to spreminja, če se politika strinja z tem, da pač minimalna plača trenutno ne zagotavlja tega, kar je, potem naj spremeni, se pravi, razmerje bruto neto v razredih, kjer misli, in naj seveda od tega dobi država manj in pa delavec več. S tem se popolnoma strinjamo, tukaj nimamo nobenih zadržkov. Še eno posebno zasebnega varovanja moram opozoriti. Mi smo zaradi zakona o minimalni plači vsi v neki uravnilovki. Delavci so vsi na isto plačani, ne glede na to, da so do leta 2010 je bil nek plačni sistem, kjer so bili delavci glede na specifiko svojega dela različno nagrajeni. Danes tega več ni. Z tem ukrepom bojo ta razmerja še dodatno porušena, oziroma po našem mnenju, pa sem prepričan, da tudi po mnenju sindikata, ti dodatki ne bodo pravilno razporejeni. Zato moje videnje, država kratkoročno naj spremeni to z razmerjem bruto neto, dolgoročno se pa naj v panožnih zadevah v obdobju 3 do 5 let, tako kot smo zdaj spreminjali 5 let, pa popravljali to, kar v bistvu je bilo mogoče celo potrebno popraviti z vidika socialnega minimuma, pa se naj na nivoju posameznih dejavnosti, torej stvari rešujejo za dodatki, ki so pomembni za posamezno dejavnost, ne pa tako, kot je zdaj, kjer bomo totalno napačno razporedili dodatna sredstva. Tveganja niso samo tveganja posameznih delovnih mest, tveganja so v našem primeru dejavnosti oziroma obstoja podjetij. Ne bojo zgodili delovnih mest samo varnostne osebe, kjer se bo krčilo, ampak v končni fazi celotna podjetja, tudi višje izobražen kader, vse, kar, bom rekel, eno tako podjetje zajema, je pod vprašanjem, ali bomo še sploh lahko delovali ali ne, oziroma jaz vam povem, da verjetno ne. Ne nazadnje je pa tu apel tudi našemu pristojnemu ministrstvu, Ministrstvu za notranje zadeve in pa, jaz bom tako rekel, vprašanju celotnega varnostnega sistema v državi. Mi smo neka podaljšana roka varnostnega sistema, za marsikatere stvari skrbimo in mislim, da za tem načinom in za takšno ureditev in za takšnim stanjem, kot je trenutno v zasebnem varovanju, tega ne moremo več korektno opravljati. Hvala lepa. Namreč panoga gostinstvo ima okrog 31 tisoč zaposlenih,
z posrednjimi celo 45 tisoč, torej gre za sorazmerno velik del populacije, ki tudi vi kot novinarji ga dobite iz ust politikov, zato perspektivna in zelo, ne vem kakšni presežniki, še atraktivna panoga. Zakaj? Zato, ker za svojim razvojem multiplikativno od gradbeništva, strojegradnje, trgovine, se pravi vpliva tudi na druge panoge. Zato je interesantna, zato je všečna, zato se tako všečno o njej govori. Vendar zavedati se pa moramo, da je ta panoga ima sorazmerno dosti, tudi minimalnih plač. Namreč dve glavni podskupini, to je področje nastanitev ali hotelirstvo, ki ima približno 1/3 teh zaposlenih, nekaj preko 10 tisoč, in področje strežbe, hrane in pijač preko 20 tisoč. Razlika med tema dvema področjima je velika, samo če povem, to lahko preverite, kaj je SURS objavil, 1250 v hotelirstvo, poprejšnja plača, in 900 in še nekaj, v februar celo 890 v temu. Torej je dosti minimalnih plač, in sicer nekje okrog 10% v hotelirstvu in blizu 20% v strežbi. Vpliv bi bil hud. Glede na to, da je panoga kot celota imela v letu 2013-2014 še ni podatkov, okrog 37 milijonov izgub, bi bil učinek teh dodatkov, ki bi leteli ven izven sistema, plačati bi bilo treba in tudi država bi si od njih obračunala vse, kaj ji pripada, okrog 3 milijone evrov. 3 milijone evrov pa pomeni, da bi preko 200 delavcev moralo izgubiti delo, kajti ne pozabiti, ni samo bruto plača, so še tudi potem na plačilno listo, ki tudi prinese na to več. To se pravi, učinek je večkrat. To je podatek za panogo. Mi smo še vedno pod sunkom dviga minimalne plače v letu 2020. Koliko se je znižalo zaposlenih, nihče ni točno izračunal, vendar v gostinstvu smo v tem obdobju izgubili okrog 6000 delovnih mest. Koliko jih je zaradi minimalne plače, ampak večina, ne vem, in če je cilj iti v to smer, se naj vlada in pa vsi tisti, ki bojo odločali o temu, malo razmislijo. Veste, še toliko bolj, kot ste že slišali, mi smo za gostinstvo nekaj računali, vic je v tem, da tokrat gre sindikati v boj zato, da bo država v svoj proračun dobila več. Kajti po naših izračunih 44%, ampak to je irelevantno, ali 42 ali 44, delavcem v žep, vse ostalo skozi prispevke, davke v to. Torej, kravja kupčija je s tem upravno. Takole pri nas na kmetih tem upravno. Ampak to v negativnem smislu. To je ena stvar. Druga stvar je s tem, da skozi tem, ko bi ljudje nekaj več dobili, bo leteli pri nekaterih socialnih transferih in zopet bo minister Mramor tisti, ki bo tukaj nekaj prihranil. Skratka, ljudje, za katere bi se naj šlo, bojo dobili najmanj. In zato tudi v imenu naše panoge ponavljam apel svojih predhodnikov, država naj celovito uredi sistem plač in naj krepko razmisli, ali ne gre urediti zadev tako, da bojo te skupine, ki najmanj zaslužijo, tudi bistveno manj plačale za te skupne in javne potrebe. Torej, sprememba prispevku in pa davku. Brez tega, ljudje dragi, ne gre. Račun 3 milijone panogi izpostaviti pomeni, da bojo zrezali še marsikaj. Ob tem, da imamo 100 000 glavo množico brezposelnih. Ob tem, da še poslušamo, kako je v Sloveniji
šla manj minimalna plača v procentih navzgor kot v kakšni Bolgariji, Romuniji, Latviji, Slovaški, to ste slišali na eni drugim novinarskih konferenci, pri njih je šla 80-20%, vendar ne pozab, tam je šla iz 90 na 180 evrov. V Sloveniji je šla leta 2010 za 257 evrov gor. To so resnice. In to lahko uniči oziroma zelo oskupi panogo. Sicer je pa tako, veste, to me zelo spominja, danes so gasilci zelo popularni, zato ker nekaj, kar dobro prinašajo. Tokrat se grejo predlagatelji gasilske veselice, ki samo zelo kratkotrajno prenesijo zabavo, na dolgi rok so pa računi negativni. Žepi bojo prazni, to je po vsaki gasilski veselici. Spiskaš za tist mesec in ni. To so veselice, to niso gasilske akcije, da bi pomogli nekomu, ampak spiskanje denarja za tega, da bo trenutno všečno, a na trg delovne sile pa še vedno staja rigiden, ko omeniš fleksibilno zaposlitev z primerno stopnjo varnosti, je to bogokletno in še marsikaj. To so pa tiste stvari, ki nas v ozadju begajo. Kot davčna blagajna, da ali ne, ampak nacionalni šport v Sloveniji je še vedno, da gre nekdo iz bruto plače 1200 evrov pri enem urejenem podjetju, drugemu delati za 890, 850 bruto plače, ampak se mu splača, ker dobi več v žep. Tudi to je slovenska folklora. Tukaj ima država ogromno možnosti, da pridobi in sredstva in da sprosti sredstva za zmanjšanje davčnih in pa obremenitev s prispevkami za te potrebe. Zato ponovno tudi v imenu panoge apel državnemu zboru, apel vladi, ali bojo, kot sem slišal, dovolj ta stavek, redefinicija minimalne plače in izvzem omenjenih dodatkov ne bo vodil v splošno zvišanje minimalne plače in ne bo ogrozil gospodarstva oziroma makroekonomskega položaja Slovenije, so prepričani predlagatelji. To je vsa argumentacija. Brez številk, kajti mogoče bi me boleče in kot zaušnica, ali lahko damo jim samo eno protitezo, da to nerazumno in izven vseh ekonomskih okvirov. Hvala. Skratka, Aktiva čiščenje je za skoraj 1100 zaposlenimi na področju storitve čiščenja eden najpomembnejši steber v poslovanju Aktive skupine. Smo eno največjih servisnih podjetij v Sloveniji in svoje storitve opravljamo na področju turizma, trgovine, zdravstva, industrije in ostalih segmentih. V letu 2014 smo na področju čiščenja ustvarili 24 milijonov evrov prihodkov od prodaje in v državi v predpisanih rokih poravnali več kot 7 milijonov evrov davkov in prispevkov. Ker gre za delovno intenzivno panogo, v kateri je zaradi zaostrenih tržnih razmer strošek dela izjemnega pomena, je vsako v bistvu poseganje na področje minimalne plače in pa dodatkov tudi neposreden udarec na konkurenčnost podjetja. V zadnjih letih se prav tako srečujemo s številnimi nelojalnimi ponudbami tujih podjetij, predvsem vzhodne Evropske unije, ki iščejo najrazličnejše zakonske luknje in se prijavljajo na razpise v Sloveniji s kombinacijo svojo minimalno plačo, ki je skoraj za polovico nižja od naše. Mi smo v bistvu urejen poslovni sistem, ki vodi sicer socialni dialog s svojimi zaposlenimi in to nazadnje tudi, bom rekla, izkazuje starostna struktura v podjetju za leto 2014, ki je za ženske 46 in za moške 41 let. Od skupnega števila zaposlenih na področju čiščenja je v letu 2014 minimalno plačo prejemalo 926 zaposlenih, kar predstavlja kar 84% delež. Prav tako je 426 zaposlenih v lanskem letu prejemalo redno mesečno vsaj enega izmed dodatkov za nočno, nedeljsko in pa praznično delo.
Skratka, delež teh zaposlenih, ki so prijemali v letu 2014 te dodatke, znaša skoraj 40% in nikakor ni zanemarljiv. Podobno, kot bom rekla kolegi na ostalih področjih, se tudi pri nas srečujemo z podobnimi težavami, predvsem gre za netransparentnost na samem področju javnega naročanja in tu nekako bom rekla, trenutno tudi ta zadeva državi sami zelo ustreza. Zato pač predlagam, da bi se tudi uzakonila odgovornost naročnika pri sklepanju takih pogodb, ki bi se v primeru, bom rekla, inštitucij ugotovile kršitve pri izbranem ponudniku. Zaradi takšnih pa pač podobnih anomalij, ki se dogajajo na področju javnega naročanja, ki so pač nekako, bom rekla, čisto običajen pojav, se velika in pa neurejena podjetja nenehno srečujemo z izzivi preživetja, prilagajanja, odpovedovanja v zameno za ohranitev delovnih mest. V zadnjih 5 letih smo na račun izvrševanja zakona o minimalni plači morali prevzeti nase praktično vso razliko, ki je nastala v povečanih stroških dela. Naročniki in med njimi na prvem mestu država se niso bili pripravljeni pogajati o zvišanju storitve zaradi povečanega stroška dela. Torej, glavna breme je ostalo na nas delodajalcih. Ob tem bi rada še mogoče navedla, da je potrebno izpostaviti še vidik slabe plačilne discipline, tudi države in neustrezne zakonodaje z področja zakona o izvršbi in zavarovanju. Ta namreč v trenutni obliki določa, bom rekla, dolgotrajne sodne procese, ugovore brez tehtnih razlogov in tako je naše podjetje v zadnjih 2 letih neposredno izgubilo več kot 300 000 evrov neplačanih terjatev. Vpliv sprememb na področju dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo bi imelo za naše podjetje zelo velike posledice. Ker na področju, bom rekla, 7-dnevnih lokacij je razporejenih skoraj 1/3 zaposlenih, bi vsakršno povišanje stroškov dela bilo za nas izredno obremenilno. Saj ga v bistvu vem, da ga ne bomo mogli unovčiti v razmerju s svojimi partnerji. Po grobih ocenah, glede na leto 2014, bi bil skupni vpliv na letni osnovi približno 220 000 evrov bruto. Glede na pač vse izvedene optimizacije, racionalizacije, reorganizacije in tudi odpuščanja v minulih letih, si ne želimo poslabševati svojega lastnega tržnega položaja in prav tako se tudi zavedamo, da tudi naročniki nimajo rezerviranih izrednih sredstev za povišanja. Državi tudi mi predlagamo, da najde v bistvu ustrezne mehanizme, neke vzvode, da bo razbremenila stroške dela iz naslova plačila prispevkov, davkov iz plač, razbremenjen znesek pa namenila pač za neto izplačila delavcem. V bistvu se delodajalci zavedamo, bom rekla, težkega gmotnega položaja delavcev z minimalno plačo, vendar moramo kot dobri gospodarji se obnašati pač racionalno in pa ekonomično. Kajti rezerv v bistvu ni več. Ostaja zdaj samo še vprašanje, a bo v primeru nadaljnjega, bom rekla, zviševanja obremenitev stroška dela smiselno sploh ohranja delovna mesta, pa se pehati s posli, ki so brez dodane vrednosti, ali bo v bistvu bolje raje razmišljati o ukinitvi mogoče tega dela dejavnosti in pač iskati boljše vire zaslužka. Hvala.